bi lahko nekdo razložil, zakaj kašljam, zakaj sem prehlajena, zakaj poletek sem prehlajena in zakaj mi to koroče, da čez tem primer mi dol iz hrbta teče. Dobrodošli nazaj na kanalu ali pa prvič, kakorkoli, kako ste? A mi to kaj podoben? Pisma time. Pisma time. Oh, wow. A je to dejansko idrijska čipka? Zato, ker mi to dejansko prodajamo trgovinci in so skoraj identične. To je Nina babica nakleknala, kako lepo, Že ga pozdravljate in to je Zala. In Zala pravi, da bi jaz govorila o svojih paranormalnih izkušnjah ali pa da mi vi poveste svoje in potem jaz to berem. Raj bi jaz vaše brala, so ker moje niso tako zanimive, jih ni tako veliko. Glavno Zala, to je nekaj najlepšega, ever, hvala ti. V naslednjem pismu imam 2 pisma. To je pa dolg pisem. Ja, če bi lahko govorila o pesmih, moja noter skrita sporočila Satanu, to je že v mojem videu od Illuminatov. Srečna Ela je pokazala moj kanal, tako da hvala tudi tebi, Ela, in lepo, da gledata. Ok, zraven je pa še pismo od Ele. Vedno, ko začneš nov video, zmeraj rečem s tabo, čau, folk, Alenka tukaj, kako ste kaj? To mi bo, kad dejansko se vas to že parjel, kako lepa. Pozdravčki, zdaj gremo pa na video. Zdaj prva stvar, ne vem, koliko vi veste o killer clownih, ne vem, zakaj mislite, da jih je treba klicati killer clowni, ampak tako jih očitno zdaj cel svet kliče, ker to je bil nek boom fenomen leta 2016. Začeli naj bi se že približno leta 2013. Ampak nekaj, kar vam s ponosom povem, grozna stvar, ki vam s ponosom povem, je to, da sem jaz govorila o tismu ta pravmu killer clownu že v mojemu videu, ko bo spodaj linkan o moških serijskih morilcih. In sicer je bil dejansko moški, ki se je oblačil v klovna in je imel zabave za otroke in je bil v enem tudi serijski morilc in jih je ubijal in zlorabljal, tako da če hočete kaj več o njemu, si pogledajte tam. Tako da on je nekako na ta prav pristen način killer clowna začel ta fenomen. Te drugi, ki se pa zdaj pojavljajo, oziroma zadnja leta, oziroma od leta 2016 naprej, nazaj, kakorkoli, to je pa mačkan drugač. To gre pa za neko splošno strašenje publike, za razne pranke. Ti naši killer clowni. Gre za človeka kot človeka, oblečenega v klovnovo masko. Zdaj, če hoče biti ta prav scary killer clown, si bo dal neko creepy masko s čudnimi zobmi, s krvavimi očmi, kaj sem, nekaj strašljivega in potem bo strašil ljudi. Eni grejo take ekstreme, da imajo pri sebi hladna orožja, pištole manjkrat, ampak v smislu nožev, sekir in jih potem vrtijo in jih imajo v rokah in ne vem kaj. In logično potem, da naslednji korak smiselen je to, da jih policija lahko zapre, lahko dobijo svoje kartoteke, lahko dobijo globe razne do 1000 evrov oziroma več kot 1000 evrov. Skratka, sami problemi, plus zelo neradi se pojavljajo v najbolj tipičnih območjih, tako kot bi bil na primer center ali pa središče mesta, ampak se odločijo biti, ne vem, na pokopališču ali pa buhli neumni grejo direkt pred šole, pred vrtce, da čim bolj strašijo, da se otroci bojijo, ker valjda otrok je najbolj boga žrtev, ki nič ne more, itak da ga bo strah, torej kdo to počne. Recimo za CNN je Benjamin Redford probal to razložiti in je rekel, da gre tukaj za fenomen snežne kugle, snežne krogle oziroma snowball. To smo se mi dejansko na faksu učili, ampak prav gre za neke govorice, slišijo, nekaj pride do njih, potem to posrkajo vase, shit, nekaj se dogaja, potem to zmešajo svojo zaskrbljenostjo o tem, plus neko idejo o dobrih zgodbah. Z tega tiče so pa klovni žitek idealen primer, tako kot srhljive lutke tega, da se bojimo, zaradi tega, ker predstavljajo te killer clowni čisto nasprotje od originala, ker naj bi clown predstavljal sprav nedolžno, otroško, čisto igra, mladost. Medtem, ko v tem primeru je pa smrt, nasilje, srhljivo, tralala. Ena stvar, ki se meni osebno res zdi grda, je to, da so to ljudje, ki se skrivajo za masko. Torej, nekdo to začne, vsi drugi, ki to naredijo potem za njim ali pa copycatsi, so ljudje, ki se skrivajo za svojim adrenalinom z masko. Oni hočejo to dati ven, oni hočejo biti del tega, oni hočejo strašiti, oni hočejo nered delati, wow, full dobro, good for you, in pa da masko gor in pa je identiteta skrita in on je tudi pač skrit in si upa toliko več in si človek upa toliko več in misli, da ima možnost kaj več narediti, bo tudi kaj več naredil in več problemov in več kaznivih dejanj in tako naprej. Žalostno je tudi to, da je ta fenomen potem prišel tudi v Slovenijo in v Pivki naj bi 2 klovna, en z motorno žago in en s kladivom strašil 2 ali ne vem koliko, v glavnem otroke. In drug primer sta bila 2 Jeseničana, tukaj blizu mene spet, ki sta tudi strašila otroke. Zdaj, ogromno primerov iz Slovenije ne vem, se pa spomnim, da mi je ena punca iz Slovenije pisala, ker ne vem, a so v njihovi srednji ali osnovni šoli, v glavnem, tudi pri njih so bili te klovni, ki so sklepam, da strašili, če bi bilo kaj hujšega, bi mi verjetno vedeli.
In po je povezavi s temi killer klovni nastalo ful ene problematike. Naprimer, klovan iz McDonald'sa je bil kar naenkrat ful manj zaželen in on ima neke random nastope in je tudi za otroke primeren in to so mogli vse ukiniti, ker kar naenkrat je bilo to preveč srhljivo. Ali pa naprimer Stephen King, ta model, ki je liha režiral It, verjetno ga vsi tudi poznate kot režiserja, ker je amazing, je pa tudi objavil na Twitterju, ko je videl, kaj vse se dogaja, je rekel, daj nehajte sršiti, nehajte ga srati, daj bodite raj kul, pa raj spravljate ljudi v smeh, če se že greste klovne. Tisti, ki ste naprimer brali o teh klovnih, pa da ste prebrali kakšno informacijo v smislu, kot je 23 ljudi v Kanadi so killer klovni ubili, to je bila ena kolonija, ki se je kar selila iz države v državo ali kakorkoli že. To morate paziti, ker če je to iz spletne strani The Global Sun ali pa karkoli podobne stvari, je pa je to toliko fake, ne toliko fake, da je nekaj napol izmišljeno, ampak je popolnoma izmišljeno, ne vejo kaj napisati, napišejo fake članek. Tako da ne vsega verjeti, kar preberete. Zdaj to ne vem, če treba posebej poudarjati, ampak jasno, te klovni so se preselili tja, kjer se lahko najbolj uspešno razmnožujejo, in sicer svetovni splet, tako da je polno teh klovnov tako in potem strašijo in morijo mladini in jim pišejo kakšne seksualne šale ali pa take stvari, glavno, vzbujajo nek brezvezen strah. A vam ime Sheila Kin Warren kaj pove? Meni tudi prej ni, ampak če smo že govorili o moškem serijskem morilcu, ki je bil klovan, govorimo še o ženski serijski morilki, ne serijski morilki, prav Neso. Ona je pa ubila od svojega ljubimca oziroma od svojega fanta ženo. Lotila se je na tak način, da je prišla v njeno hišo, bila je oblečena v klovneso, imela je šopakrož, pa imela je 2 balona. Vse to je izročila, dala je v roke in ko je to naredila, je vzela pištolo in jo streljala v glavo. Najhujš pri tem je, da sta se potem, se pravi ta mož, ki je bil poročen, se pravi njen fant v te klovnese in ona sta se kasneje poročila in to policija je tako dojela čez 30 let. In čez 30 let šele so jo ujeli, ko so to končno ugotovili, ko so z novodobno napredno tehnologijo ugotovili DNA in tako naprej. Zdaj pa še to, ne? Vsi ste mi milijonkrat pisali, ne govorim o Itu, o klovnu It, o Itu pač, on ni klovan. On je nezemeljsko bitje, ne lih vesoljc pač ni zemeljsko bitje, je izven zemlje, izven našega časa, on je prastarost, preden je bila zemlja, preden je bilo karkoli, neki iz vesolja, neki prastarga je on, ne demon, ampak pač neka entiteta, zato se imenuje It, torej ono, nekaj, nešto, ne vem. Vemo o njem je to, da se hrani na človeškem mesu in na človeškem strahu, se pravi strah pomaga, da smo bolj sladki in užitni. Skratka, ta ekipa otrok noter, The Losers Club, loserji, so res amazing, obožujem jih, tako kot Stranger Things, pač podobna zadeva. In se mi zdi tukaj res vredno razlagati konc, ker vse ostalo ste si verjetno pogledali in če slučajno niste čisto dojeli, zakaj se gre na koncu. Gre za to, da morajo oni skupaj držati, da ga lahko premagajo. Premagati morajo v bistvu svoj strah, šele potem lahko premagajo njega. Kar mravljince imam. Wow, kurjev pot. Skratka, na koncu tega filma grozljivke on ukrade to deklico Beverly, ki imamo vsi ful radi, ki je to cute. V glavnem odpeljejo dol v te odtoke in drugi jo grejo itak rešiti, ker jim je ona cel film dopovedovala, da morajo skupaj držati, da vsako stvar, karkoli naredijo, morajo skupaj držati, ker bojo močnejši in potem na koncu so tega držali, malo so se odcepali, pa rekatamak so se držali skupaj in na koncu jo rešijo, ampak ko jo rešijo, jim ostane še to, da morajo še vedno njega se nekako znebiti, ga ubiti, ga nekako odstraniti. In ker je klovan It shapeshifter, se pravi spreminja oblike in se spremeni v tvoj največji strah, se takrat začel nedogled spreminjati iz tiste ženske grozljive na sliki v očeta od Beverly in tako naprej. Oni pa ga začnejo mlatati, skupaj držijo, ker verjamejo vanj, nekako posledično verjamejo, da verjamejo vase, verjamejo, da ga lahko premagajo in ko to verjamejo, jim uspe. Na koncu mi je res zanimiva stvar, kaj se zgodi, to ne vem, sem kje slišala, ampak tudi jaz, ko sem gledala film, sem prišla na to idejo. Sem ga gledala čisto na koncu, preden pade v tisti tunel, ko začne razpadati klovan in vidiš, da je znotraj votel. Zdaj pa ne vem, a to obstaja rek tudi v angleščini ali samo v slovenščini, ampak tako prebil mi je strah. Na zunaj ga nič ni, na znotraj je pa votel. In tako na ta način on razpade in potem zgine. Ampak, ker je zelo očitno, da bo nadaljevanje, mislim, da je to že potrjeno, vemo, da bo čez 27 let, ko bo ta klovan spet sestradan, prišel nazaj strašiti in oni so jo mogli nazaj povezati, čeprav so šli zdaj vsi narazen, vsak zase, dali so si sicer obljubo krvno, ampak še vedno nekako, ko si nečesa ločen in ko nisi več otrok, potem začneš pozabljati in tudi oni bojo verjetno. Tako da me res zanima, kako se bo to nadaljevalo.
Jaz upam, da mi bo ta video všeč, upam, da ni bil predolg, res upam, da ni bil predolg. Hvala, ker ste gledali, rada vas imam, ideje mi pišite, se slišimo, aj čau,